Sanacija te ceste do Brigadirja se vleče že nekaj časa. Kje se je ustavilo? Ja, zdaj, koliko imamo mi informacije, se je ustavilo pri denarju. Denar, ki bi naj bil predviden za prvo fazo, je zginil. Koliko je to bilo predvideno, bi naj bilo to v 3 ali 4 fazah narejeno. V prvi fazi bi se naj kanaliziral potok, pa pač pripravilo toliko, da se potem lahko tudi delajo cesta, pločnik, kolesarska steza, in to bi naj potem v zadnji fazi bilo narejeno. Vmes pa vsa pripravljalna dela, da se potem lahko to napravi. Pa imate mogoče kakšne informacije, kdaj sploh časovno bi se naj začelo delati? Za prvo fazo je bilo rečeno za letos. Tako je bilo predvideno. Tudi sredstva so bila tudi predvidena, da se bo v tem letu naredilo. Ostalo pa potem v naslednjih letih, kakor bo pač, kak bo sredstvo na razpolago. Na koga vse ste se do zdaj obrnili? Na vse službe, na komunalno direkcijo, županu, na gospodu Stojanoviču, na zaščito, Zavodu za zaščito, na mestno četrt. Ne vem, če še kaj obstaja, kam bi lahko. Na mestni inšpektorat smo dali tudi zaradi nevarnosti tega, so nas napotili na Zavod za zaščito. Danes ste skličali srečanje krajanov. Kaj ste se dogovorili, kakšni so naslednji koraki naprej? Naslednji koraki so, da bomo pač vse naredili, da se ta cesta začne delati, zato ker je nevarna. Možni so plazovi, katere imamo tudi vso dokumentacijo od služb pristojnih, da je nevarna cesta za življenje. Vsem smo dali pismeno, čakamo odgovore in da bo se tudi zglasili, da bodo sami povedali ljudem, da bojo povedali te predvolilne obljube, kar so jih nekateri dajali že pred 15 leti, pa še pol kasneje, da bo to uresničeno. Samo to pričakujemo. Cesta do Brigadirja bi se mogla pričeti z izvajanjem del, pa dela še zaenkrat ne potekajo. Ja, to je ena od ključnih in problematičnih cest v Mariboru, ki nikakor ni v ponos mestni občini, saj na en način spodbujamo turistični razvoj mesta, tam pa sta dva priznana gostinca in še nekateri, ki pač so dosegljivi po tej kritični cesti. Torej, kot veste, v proračunu za letošnje leto so bila predvidena sredstva zaradi slabega izvajanja prihodkovne strani mestnega proračuna, smo seveda nekatere projekte morali začasno ustaviti. Vsi si želimo in se trudimo na vse mogoče načine tudi z deinvestiranjem mestne občine Maribor, da bi pridobili sredstva za lažje funkcioniranje in izvajanje proračunskih postavk, vendar v tem trenutku situacija ni rožna, saj predvsem na prihodkovni strani, tudi zaradi dohodnin in zaradi neplačil nekaterih postavk strani države, smo zavezanih rok. Kdaj lahko pričakujejo, da se bodo pa dela vendarle začela? Lahko zagotovim, da so mi poznani projekti, to so kvalitetni projekti, ki ne predvidevajo zgolj preslojitev ceste, kar bi bilo mogoče najenostavneje. Gre za celovito rešitev, ki bo tudi uredila peš pločnik, torej in kolesarsko stezo, ki bo sanirala in tehnično opremila tudi ta potok in ga tudi delno prekrivala kanalsko. In seveda je to projekt, ki je vreden več kot 1 milijon evrov. Zaradi tega mislim, da je dobro še nekaj časa potrpeti in da bo potem celovita in kvalitetna rešitev, ne pa, da bo to zgolj začasno preslojevanje z enim nivojem asfalta, ki bo potem čez 3 ali pa 5 let pa zahteval dodatke v pločnikih, kolesarskih stezah in tako dalje.